Pozdravljeni, javljam se iz Ljubljane, kjer je vreme zelo sončno, ampak ne morem iti nikamor. Zdaj živim v hiši še s 6 ali 7 cimri, kamor sem se preselil lih par dni pred karanteno, kar je v bistvu dobro in slabo. Dobro je zato, ker imam družbo in imamo kaj za delati in mi ni treba biti ves čas s familijo, kar ima svoje prednosti, ampak včasih sede biti tudi nekje drugje in glede na to, da sem že zdaj 18 let pri družini. S Klemenom sva se zmenila, to je en od cimrov, vse enega poznate, da bova vsak dan ostajala zgodaj, ura je 11:30 in Klemen še vedno spi. In sem mu rekel, da ga bom polil z vodo, če v 10 minutah ne ostane. In mislim, da ne bo, tako da zdaj odštevam. Ok, 10 minut je minilo. Ne smem ga spomniti, da ne bo uspešil ven iz postelje. Ne! Načrt žal ni uspel, presežem, da je do zdaj vedno zamujal. Pa danes sem imel rojstni dan. Najboljše možne ever razmere za praznovanje. No, dobra stran je, da imam vsaj balkon, tako da grem lahko ven, normalno. Pa preskrbljen sem tudi, no, tako da za nekaj časa sem dober. Koliko časa bo trajalo, pa druga stvar. Kaj pa vi kaj delate? Če ima kdo kakšno dobro idejo, naj pove, ker meni jih res manjka. Pa počutim se kot ona 90-letna babica, ki ves čas na oknu in opazuje, kaj se zunaj dogaja, ker nima drugega dela. Odkar moramo biti zaprti v hiše pa stanovanje, se že hočem enkrat končno začeti ukvarjati z nečim športnim, z nečim, kar je dobro za telo, da ne bom ves čas sedel pa ležal. In mi je včeraj dejansko končno ratalo malo joge narediti. Danes sem pa našel na spletni strani od Nea dejansko ful zastonj vodenih vadb. Se pravi, recimo za moč imaš tukaj pol ful enih videov, kjer ti strokovnjaki pokažejo, kaj moraš delati. Zadnjico, peto, zadnje noge porineš nazaj, gremo notranja roka, se odpre proti stropu, stegneš, izdih. 5, 6, 7. Več bi moral tega delati, jaz sem čist pol. Gremo naprej, naslednjo vajo, narediti. Jaz sem se pa odločila, da ta čas, ko sem doma, naredim vse stvari, ki jih drugače ne morem, ker nimam časa. Tako da gremo v akcijo. Ja, najprej sem se odločila, da moram posesati stanovanje, ker ponovadi jaz res ne sesam tolikrat, pa zdaj, če imam glih čas, sem rekla, da enkrat pač moram, ne. Tako da bom zdaj. No, pa zdaj so taki lepi sončni dnevi in potem si odgrnem zaveso, pa grem malo na balkon in vidim, kako so umazane šipe. Sem rekla, to moram res tudi čistiti, končno, no. Pa ta čas lahko zdaj malo izkoristim, da spet zvadim kuhanje, ker sem malo pozabila med letom, ker ni časa. Tako da bom zdaj malo tudi bolj zdravo jedla. No,
No pa moja omara je tudi že potrebna malo pospravljena, tako da sem rekla, da bom uredila malo te majčke pa srajčke, pa bom lepo zložila vse. Pozdravljeni neki family v še enem videu. Danes se jaz javljam kar v pidžami iz svoje sobe. Vsi se zavedamo, v kateri situaciji smo, nekako nisi mogel do zdaj preslišati koronavirusa. Disclaimer, jaz tukaj danes nisem zato, da vam dajem strokovna navodila, zato imamo strokovnjake. Če pa na kratko povzamem, kaj strokovnjaki svetujejo, pa so v bistvu 3 stvari. Prva in najpomembnejša, umivajte si roke. Umivajte in razkužujte si roke konstantno. No, zdaj ne pretiravati, no, ne skozi viseti v kopalnici, ampak bodite pozorni. Druga najbolj pomembna stvar je socialna izolacija. Zdaj, to pomeni, da vsi ostajamo doma, razen če ni kaj nujnega. To nujno ne pomeni, ojoj, nujno se moram dobiti z Klaro. Ne, nujno pomeni, shit, zmanjkali skret papirja, moram iti iskat. Če nimaš bideja, no. Drugače, uporabi bidej. Bidej je dosti huda stvar. Razumem, da smo ljudje socialna bitja in da nekako rabimo ta stik s človekom. Ampak, lej, vstaneš, kadar češ. Razen, če imaš šolo, pa je predavanja na online, pol vstan za predavanje, no. Ziher je zabaven, ker Profox 100% ne zna uporabljati Skype ali pa Discorda, tako da bo itak smešen. Imaš časa, kot kaj? Kaj še? Česa imamo ljudje še veliko? Denarja. Edini način, da preprečimo, da se ta virus širi povsod, je to, da se dobesedno vsi, ampak res vsi, odmaknemo iz javnega življenja. Kar nas pa privede do točke 3. In to je, ko smo že doma, moramo ostati kreativni, optimistični in angažirani. In zato sem v bistvu danes tukaj. Zdaj, kako jaz preživljam ta koronavirus? Ful imam časa, da se ukvarjam, kot ste na začetku slišali, z glasbo, kar me res veseli. To, da pa nisi v neposrednem stiku z svojimi prijatelji, pa še ne pomeni, da ne moreš ohranjati stika preko videoklicev na Instagramu, Facebooku, Snapchatu, dobesedno v vseh aplikacijah, ki ti to omogočajo. Tukaj bi pa še posebej pohvalil Telekom, ki je vsem svojim uporabnikom resetiral porabo podatkov za ta mesec in dodal še 5 GB, ker se zavedajo, da smo pač doma in nimamo kaj za delati. Plus nešteto vsebin, ki jih lahko spremljate in very good, thank you. No, to bi bilo iz moje strani vse. Upam, da nobenega tale virus ne bo res resno prizadel in pa se vidimo naslednjič. Hvala Telekomu Slovenije za podporo pri ustvarjanju Neki.